Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Najprej kandidata za evroposlanca v Nemčiji, nato slovaški premier, sedaj še nosilec liste Slovenske ljudske stranke za evropske volitve pri nas. Politično nasilje se očitno vse bolj in zelo hitro širi po Evropi. Tak primer je seveda potrebno najostreje obsoditi in docela raziskati. Nasilje je potrebno jemati resno, politično nasilje pa še bolj. Logika, če niso tepeni naši, nas ne zanima, je maloumna in kratkovidna. Posledice bomo namreč čutili vsi. Sedaj pa se lotimo 125. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Fučka se jim, zakaj se Golobu in kompaniji naravnost fučka in delajo samo, kar jim paše. Robi Star Solar se, odkar je na oblasti, zabava kot še nikoli v življenju. Država bo šla med tem rakom žvižgat. Zakaj se vladajočim fučka za vse, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Boštjan Marko Turk in Marko Pavlišič. Boštjan, Marko, dobrodošla v Faktorju. Lep pozdrav. Boštjan, navajeni smo samopašnosti vladajočih. Se mi zdi, da pri teh vladah novih obrazov je ta še bolj prisotna, kot pa mogoče pri kakih etabliranih političnih strankah, ampak vendar se zdi, da pri aktualni vladi ta samopašnost že prerašča v modus operandi. Kako ti vidiš trenutne razmere? Je točno tako, kot si jih popisal, ne? Torej, tem ljudem je popolnoma vse eno, ne? To recimo, in tudi Golob govori nek jezik, ki je popolnoma odvezan od stvarnosti. Recimo zdaj pa ta zaplet, ki je bil, recimo, če začnemo s tem, ne? Mislim, ta zaplet, ki je bil zdaj, da bojo italijanski minister Tajani pravi, da bojo Italijani zaprli mejo, kar je lahko ne glede na Schengen, ker tudi delajo že Avstrijci, ne? In Golob ugotavlja, da vsak dan prije recimo nekaj 200 migrantov v Slovenijo, ne, in potem grejo ali ostanejo tukaj, Ljubljana se, jaz to vidim, ne, se spreminja ali pa grejo naprej v Italijo. In Golob pravi, da je to vse popolnoma normalno in popolnoma v redu, in da je celo potem Golob pove, in to je na portalu 24 ur, ne, jaz vam tam to informacijo, da je Slovenija ugodno in krasno okolje za tuje investitorje in za tujce. Ne. Jaz v svoji knjigi, ki sem jo tu že predstavil, ne, se pravi Jetniki svobode, navajam tale stavek. Ne. Država je torej glavni dušilec vsakršne pobude. In potem še posebej je pereč tale podatek. Število zahtev za vpis evropskega patenta v register je ob koncu leta 2022 za 29% nižje. Razlago za tako znižanje števila vidimo v zmanjšanem zanimanju tujcev za slovenski trg. In veste, odkud to citiram? To citiram spletne strani vlade. Se pravi, za tretjino manj prijavljenih patentov in za tretjino manj zanimanja tujcev za slovenski trg. Golob pa razlaga, da so stvari naravnost idilične in da je Slovenija še kako prijazno in prijetno okolje za tuje investitorje. Ja, tako kot si ti komentiral, katere afganistanske, ugandske, iz Sirije, ne, hočem reči, ne, torej, recimo, to je govorenje, ki je popolnoma, ali pa Bratuškova, ne. Bratuškova, ona je mojster, zdaj sem, torej, prebiti se iz centra Ljubljane do studija, ne, je dosežek, ne. Ker mi stojimo kjerkoli, obvoznica je stojišče, kot v mestnem avtobusu, vse stoji, ne, in dela se nič. Niti načrta ni, da bi se temu pomoglo. Nasprotno, ne, Ljubljana raste, Ljubljana ima po moje 20-30 tisoč prebivalcev več, kot jih je imela recimo nekaj 10 let, 15 let nazaj, ne, in je situacija nevzdržna. Situacija je povsod nevzdržna. Večinski značek, če greste gledati razmere na cestah, je, da se stoji. Ne. Stoji se. Bratuškova, to vse tako, ker to je vse v redu. Mi nimamo nobenih problemov. Tale naša Ursula von der Leyen v pomanjšani obliki, se pravi urska predsednica državnega zbora, reče, da more, jaz sem jo slišal, ko je rekla, da more ustavni sodnik odstopiti, kar je pač škandal non plus ultra, ker ne more zakonodajna posegati v pravosodno vejo oblasti, ampak potem ona mirno reče, da tega ni rekla.
čeprav na vseh kamerah je prebrala, da ga poziva k odstopu in to je rekla, da ni rekla, da ne odstopi in tako naprej. Ne, ta oblast je popolnoma cinična, ne, edino upanje tukaj, ne, da se je recimo jaz, ko vidim, ne, pač opozicijska stranka, ki ima svoj projekt, pa Pavel Rupar, ne, ki uspe zbrati 10 000, 20 000 več ljudi, ne, in kaže nek interes za usodo teh ljudi in za usodo države, ne. Ampak drugače pa ta vlada je pa tako, da bi bila skregana zdravo pametjo, ne, vključno preko svoje transmisije glavne Lenarčiča, ne, ki daje na razpolago, da bo iskal, bi rekel, ta padli helikopter iranskega, bi rekel, vrhovnega žreca, ne, in velikega krvnika imenovanega mesarja, ne, on to prostodušno, ne, mislim, halo, ne, mislim, ampak ti ljudje ravnajo tako, kot da so brez pameti, ne, mislim. Ja. Marko, zakaj se po tvoje vladajoči ne bojijo več pritiska javnosti, medijev in tako naprej? Zdaj nekako vedno moramo imeti v mislih, da je nekaj lahko posledica bo rekel, neke zlobe ali pa namernega delovanja ali pa pač enostavno nesposobnosti. Ne? In mislim, da pogosto to nesposobnost podcenjujemo. Ne? Mislim, da v trenutni vladi smo predvsem priča temu, da v bistvu ne vejo, kaj ne sploh naredijo in če pa že vejo, kaj bi radi naredili, ne? Ker na začetku so bile neke ideje o 20-30 tisoč stanovanjih v 30 dneh do specialista in podobne zadeve, ne? Ampak potem enostavno ne vejo, kako naj se tega lotijo in kaj naj dejansko naredijo. Ne? In ta vlada mislim, da ima s tem, bo rekel, glavnino problema. Drugo je pa tudi res, da ideje, ki jih pa imajo, ne, so pa tudi ravno tako v bistvu neprebavljive. Ne? In potem skačejo iz ene točke na drugo točko, ne? Vse skupaj pa povezano s tem, da ja, ratalo je toplo, počitnice se bližajo, ne? Bomo mi raj septembra nadaljevali in potem pač enostavno stojimo na mestu. Zakaj se ob tem nič ne bojijo bo rekel, za svoje nadaljevanje oziroma za to, da morda pa vseeno ne bojo dobili tistih obljubljenih 3 mandatov ali 4 ali koliko je že napovedal Golob, ne? Enostavno zato, ker v Sloveniji trenutno ni videti neke resne alternative, ne? Če pogledamo na levo stran, ne, tam je vladajoča Svoboda uspešno nekako obračunala z SD-jem, ne, jim je recimo naprtila oziroma pomagala, da so se sami ustrezno zaklali, ne, in sedaj v bistvu se nekako bolj ukvarjajo sami sabo in padajo iz ene afere v drugo in se nekako ne vidijo ven in se ob tem jasno nimajo časa niti energije ukvarjati z čim bolj koristnim, ne. Medtem ko desno od sredine je pa skozi po neko dolgoletni anti-Janša boj so uspeli spostaviti ta sentiment, da v bistvu Janša ni več dojet kot neka resna alternativa. Ne? Nihče si v resnici zdaj niti več ne predstavlja, da bi lahko Janez Janša postal še 4. predsednik vlade. Drugega pač enostavno ni. Čeprav morda to niti ni, ta resnica morda niti ni tako daleč od tega, da se realizira, ne? Ker če bodo nadaljevali z, bo rekel, tovrstnim nedelom, jaz mislim, da vseeno bodo volilci ugotovili, da tako pač enostavno ne gre naprej, da bo rekel, vse problem v zdravstvu ne rešuje, da upravne enote počasi ne izdajajo več osebnih dokumentov, odpira se nova fronta na šolstvu in tako dalje in to se kopiči in mislim, da ljudje na koncu bodo spoznali, lahko pa traja to še kar precej dolgo časa. Boštjan, Marko, predlagam, da si zdaj pogledamo en krajši video posnetek, namreč izjava predsednika vlade na temo zdravnikov. Poglejmo. Zakon bo to uredil, po katerem bodo zaposleni v javnem, ki so danes marsikje preobremenjeni, tako z delom v svojih lastnih inštitucijah ali zunanjih, primarno posvečali svoj trud, svoj čas delu v javnem zdravstvenem sistemu. V tem področju bo seveda delo prekomerno oziroma prekourne nadure dovoljene, medtem ko delo preko v zasebnih inštitucijah bo v bodoče bistveno bolj oteženo, najverjetneje celo prepovedano. Zdaj, Boštjan, predsednik vlade pravi, ne, delo zdravnikov v zasebnem sektorju bo prepovedano, hkrati pa vemo, gre za predsednika vlade, ki je lastnik podjetja, ki ta hip posluje z državo, še več posluje z državnim Borzenom, predsednik skupščine tega podjetja je pa hkrati ta isti Robert Golob kot predsednik vlade.
Pa dobro, recimo, da nimamo samo negativne novice, ne, tudi ena pozitivna novica je Marko omenil, da zdaj je pač bo poletje, ne, ti si na začetku omenil brisačo, ne, in ena pozitivna novica je pa ta, ne, tle Robert Golob govoril ves čas o preobremenjenosti zdravnikov, ne, pozitivna novica je ta, da on pa najverjetneje niti najmanj ni preobremenjen, ne, recimo, ne, kaj ti to ni, ne. Mislim, lahko da je preobremenjen z predmetom svoje ljubezni, ampak ta zdravstvom nima nič, ne. Mislim, saj to je čisto, to je spet tako govorenje, da bojo prepovedali. Mislim, zdaj je edina rešitev, če hočeš ti dobiti zdravstveno uslugo, je, da greš, se pravi, samoplačniško, ne. To za zobozdravstvo je to že tako rekoč od nekdaj, ne. Zdaj zaradi pač neučinkovite administracije, ne, ki bi jo jaz bi pač preprosto ukinil Ministrstvo za zdravstvo, ker je to čisto popolnoma brez veze. Poglejte, kaj so Srbi naredili, ne, pa so neskončno dlje za nami. Srbi so pač privatizirali zdravstvo, ne? Javno ostanejo pač te oblike kirurgija, porodništvo, internična prva pomoč in to ostane javno, razumljivo, ne? Ampak ostale se pa pač in tudi zavarovalnice, ne? In potem ti nabiraš v točke, ne? In kot v Avstriji, ne? Se v Avstriji sploh ni treba, ti greš lahko upraviš zdravstveno uslugo kjerkoli, pa ti zavarovalnica to povrne, ne? Mislim, to, da bojo prepovedali delo, z zakonom prepovedali delo v privatnih ordinacijah, potem pa mnogo od teh pa delajo na koncesije, ne omogočajo pač koliko, ne, jih dela na koncesije. To bo kolaps javnega zdravstva. Je že zdaj, ne? In mislim, pet zdravnikov je šlo iz Šempetra, ne. Mislim, ljudje odhajajo, jaz imam neki prijateljev med zdravniki, sploh ne vidijo več alternative v tem, da ostanejo v javnem zdravstvu. Sploh pa to lažje, ne, zato ker je v Avstriji in Italiji potreba po zdravnikih ogromna in dobiš službo takoj, ne. Ja, absolutno. Marko, zdaj, a si lahko privoščimo Slovenija, da pač enostavno prepovemo zdravnikom delati tudi v zasebnem sektorju? Morda bi začel na tem, da ta vlada je že imela nek načrt reševanja v zdravstvu, prejšnji minister je bil nekako zastavonoša tega, ne, in takrat so šli v nek hud projekt, kjer so, mislim, da ne vem koliko milijonov evrov dodatnih zlili v zdravstveni sistem, ki so vsi v bistvu končali več ali manj pri privatnih izvajalcih, ne. Se pravi, vlada je štartala takrat za Golobovo podporo v to, kar je rezultiralo, da so v bistvu krepili zasebni sektor, ne. Potem pa čez noč se je zadeva obrnila in zdaj gre popolnoma kontra. Jaz mislim, da Golobo tukaj ni najbolj jasno, kaj sploh govori, kaj je mislil prej, kaj misli zdaj, pa v končni fazi je čisto irelevantno, kaj on sploh dejansko misli, ne, ker od njega misli kar razletijo ven, ne, to, kar pač tisti trenutek mu nekako pride na pamet, ne. Ne, v Sloveniji zdravnikov primanjkuje že vrsto let. In če bomo zdaj še dodatne odgnali ven, ne glede na to, da se ta ideja relativno dobro sliši, ne najprej delajo v javnem sektorju, potem pa če je še kaj časa, še morda drugje in tako dalje, to se sliši čisto razumno, ampak to enostavno ne bo funkcioniralo na ta način in končni rezultat je, da bo pač javnega zdravstva oziroma rečemo temu državnega zdravstva manj, kot ga je danes. Ja. Predlagam si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj se Golobu in kompaniji enostavno fučka. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Boštjan Marko Turk in Marko Polišič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj se vladajočim enostavno fučka in počnejo samo še tisto, kar jim paše. Boštjan, predsednik vlade ni edini, ne, od vodilnih slovenskih politikov, ki recimo posluje z državo. Vemo, tudi predsednica republike je lastnica oziroma solastnica podjetij, ki posluje z državo, medtem ko je na funkciji predsednica državnega zbora piše knjige, ki jih potem promovira, kar potem zapakira v znanstveno-raziskovalno delo in tako naprej. Zdaj, Boštjan, koliko časa še rabimo, da bomo ugotovili, da ne smemo na najvidnejše politične položaje izvoliti ljudi, ki te funkcije razumejo kot neko privatno lastnino in sredstvo za polnjenje lastnih žepov?
Ma ja, to je vprašanje pač slovenskega naroda, vprašanje, ki ga jaz razvijam v jetnikih svobode. Ne. Se pravi, problem je ta, da imamo mi zdaj že prevladujočo večino, ki odloča na volitvah, ki je ne državotvorna, ne razmišlja državotvorno, ne razmišlja z racijom, ampak na volitvah razmišlja se pravi, čustvi. Ne. In to s tistimi čustvi, ki jih vsakič napolne televizija, kajti televizija je pastir domače črede. Ne. In to je pač katastrofalen scenarij za Slovenijo, ne, ki, poglejte, mi smo praznovali 20-letnico vstopa v EU. Ko smo vstopili v EU, smo bili daleč pred vsemi ostalimi državami. Zdaj so nas že začele prehitevati in jaz mislim, da se bo to zgodilo tudi na Hrvaškem. Skoraj zagotovo ob tej novi vladi Plenkovića in domovinske pač gibanja, ne? In nas bojo začeli prehitevati Hrvati. Vi samo pogledajte, torej, kako smo lahko izgubili tole. Imamo predsednika iz Čeferinove pisarne ESČP, ne? Če jaz prav vem, pa smo izgubili, pa so naši ribiči izgubili, ne? In zdaj bojo mogli reveži plačati, mislim, da 3 milijone plus evrov, ne sami, ker jih bo sigurno jih bo ta oblast pustila na cedelu, ker se pač to čisto preprosto fučka, ne? In mi sploh nimamo nobenega, mislim, najbolj tragično je to, da mi sploh nimamo nobenega, ki bi mu bilo mar za državo, z izjemo, še enkrat pravim, Pavleta Ruparja in karkoli, sem prej se hecel, pa bom zdaj še enkrat ponovil, si mislimo Janeza Janše. Recimo, jaz nisem si predstavljal, če govorimo, da si ljudje, pa če Marko rekel, ne predstavljajo, da bo postal četrtič predsednik vlade. Jaz se absolutno nisem predstavljal in govorim po resnici, da bi lahko postal tretjič predsednik vlade in je postal. Ne. Tako da to je tragična dimenzija, da so ljudje izvolili ljudi, ki se jim popolnoma fučka, ne, ki jim je čist popolnoma vseeno, kaj bo, ali kaj ne bo, ali karkoli, ne. In to je zdaj, kako iz tega začaranega kroga, ob tem, da obvladujejo tiste odločujoče medije, seveda ne vseh, ker recimo tudi alternativni mediji, recimo ta oddaja, pa Faktor se gleda, ogromno gleda, ker jaz vidim, da me ljudje poznajo tako na ulici in tako, ne. No, pa sem še na uri moči, ampak hočem reči, ampak odločujoča večina se bo pa pustila voditi, ne, in jih farbajo. In zdaj imajo spet, so pogruntali tudi te ideološke boje, splav Palestino, a ne, in to potem motivirajo ljudi, a ne, ljudje ponorijo, začnejo pač razmišljati neracionalno, ne. In to je to, in potem se točejo po glavi. Vedno je tako, to je tako, kot jaz v Jetnikih svobode popisujem, sem to tudi predstavil tukaj, fenomen lepe videa, ne. Naslikajo dvor, ne, prije Zamorc, naslika dvor, kako je tam vse lepo, lepa vida, ja, res, verjame, po enem letu se naveliča, gre nazaj in se spet ponovi zgodba, ne. In to so novi obrazi, ker to je zdaj že petič, ne, Golob je že ne peti novi obraz, ne. S tem, da mislim, je to, pač ljudje bojo morali enostavno razumeti, da so volitve najpomembnejše opravilo, ki ga imajo na družbeni sceni v svojem življenju. Ko bojo to razumeli, bo v Sloveniji drugače. Dokler pa tega ne bojo razumeli, pa ni pomoči. Marko, zdaj, to, kar pravi Boštjan, ne, pač ni nam pomoči, vlada nedržavotvorna večina oziroma na volitvah odloča nedržavotvorna večina, ampak kljub vsemu, ne, nimamo še toliko časa lastne države, prej smo bili veseli, dosti časa smo si prizadevali, da smo jo dobili. Je zdaj že res toliko časa minilo, da nam je popolnoma vseeno, ali so drugi vzroki za to, da recimo take stvari grejo kar na nek način mimo nas? Tudi demokracija rabi svoj čas, da se razvije, ne, in da jo pač začnemo polno živeti. Tako da po eni strani, ja, imamo svojo državo že par desetletij, ne, ampak Amerika ima pa, ne vem, par stoletij, ne. In tako da tukaj smo še v času neke mlade demokracije. Jaz optimistično upam, no, da se bo zadeva počasi razvijala na boljše. Je pa tako, da po dobrih časih pridejo tudi zaradi dobrih časov slabi časi, ne? In po slabih časih potem so ljudje močnejši, ne? In pridejo spet boljši časi, ne? In ta cikel nekako se skozi zgodovino neprestano ponavlja, ne? In mislim, da mi tukaj nismo izjema, ne? In da bo, recimo, ko bojo zadeve se toliko poslabšale, relativno napram drugim, recimo, ne? Da bojo ljudje vseeno
nekako to, oziroma bo dovolj ljudi to ugotovilo, ne, in potem bo prišlo do obrata. Ne nazadnje v vseh nekako resnih državah prihaja do te menjave, da je nekaj časa na oblasti ena stran in potem pa druga stran. Ne. Zdaj to lahko traja tudi 10-20 let, ne. Vemo, recimo v Nemčiji se to počasi menja, ampak tudi po tem, ko je recimo bil dolga leta, so imeli predsednika vlade, ne, se je potem to zamenjalo in potem je prišla gospa Merklova, ne, in je tudi ona relativno dolgo vztrajala na te funkcije, ampak tudi potem se je njen čas iztekel, ne, in tako v zrelih demokracijah prihaja do teh menjav in jaz verjamem, oziroma upam, bolje rečeno upam, da bo tudi pri nas prišlo do tega. Ne bi si želel verjeti, ne, da smo mi tukaj bolj podobni nekim rečemo državam vzhodne od nas, kjer nekako na oblasti vztrajajo kar precej dlje časa eni in isti. Ne. Pri nas se sicer menjajo posamezni obrazi, ne, ampak sistem v ozadju pa izgleda več ali manj ostaja enak. Ne. Ja. Boštjan, so zgledi v tujini bolj optimistični kot pri nas, to, kar pravi Marko? Računaš, da bomo z leti pač postali bolj zrela demokracija in se bodo stvari tudi pri nas obrnile na boljše? Pa ja, sej pravim, ne, jaz ne bi teh stvari govoril, se ne bi Slovenija tako intenzivno ukvarjal, ne bi knjig pisal, če ne bi verjel, da se da stvari spremeniti. Ne. Zgodovina je nepredvidljiva, stvari se zgodijo, ko si najmanj mislimo. Ne. Tu je zdaj en zelo realen scenarij, da se bodo ljudje res naveličali, bi rekel, ker to, kar pa Golob uprizarja, je pa, mislim, to je pa res, to je pa ne moreš verjetno. Saj ni res, pa je, to je bila neka rubrika v nekdanjem Zabavniku, saj ni res, pa je, slog. In utegne se ponoviti leto 2004, ne, ko je LDS, ko so volivci Levice in LDS-a ostali doma, ne, in je potem SDS zmagala. Ta scenarij se mi zdi zelo verjeten, mislim, bil pa jaz razočaran, ne, če bi to zdaj spet prišel neki novi obraz, recimo Čeferina, ne, in bi spet se toliko ljudi obesili na njega, pa spet uprizorili sceno kičasto lepe videa, ne, ker spet verjame in gor in dol, ampak ne vem. Mislim, da to ljudem, ne, ker tudi mediji ne morejo, mislim, da vse to, kar uprizarjajo, je v nasprotju z večinsko voljo Slovencev, to se odraža tudi na raziskavah. Ne. Zato po drugi strani imamo tak, bi rekel, porast teh novih, recimo, gibanj, ne, prej bili Džvesna in tako, ne, ker je ta bazen, ker je Svoboda odpisana. Ne. Svoboda je pač, so bili še tako pametni, da so pohopsali Marjana Samokolenco pa Alenko z avtoceste, ne, tako da zdaj nimajo niti platform strank vzpostavljenih, ne, ker ta dva bi vedno zbrala tam 4-5%, ne, ampak zdaj so to pohopsala, ne, in zdaj praktično nimajo operativne platforme, ne. Zdaj pa tudi Golob se ne bo pustil zriniti, ne, mislim, ker ima pa to lastnost, ki jo pa ni imel Serpentinšek, pa je ni imel Cerara, ne, da je pa trmast ko istrski vol, ne, se ne prihaja od istrski osu, se ne prihaja od daleč od Istre, ne, hočem reči, ne, in zagledan vas je tako kot Berlusconi, kot je bil Mussolini, ne, v tistih krajih je to kombinacija in se ne bo pustil odgnata, ne, torej, da bi kar nekdo neko novo stranko, pa da bi kar on prepustil to recimo nekemu novemu obrazu, kar tako, ne. Tak občutek imam, ne, tako da bo to svojo katastrofo peljal do konca, najbolje, če se bo še malo skregala, ne, vmesa, ne, tako da samo na desnici se ne smejo skregati, ne, to enostavno je, ker ta država potrebuje prenovo povsod, ker drugače bomo ostali brez, recimo za začetek bomo ostali čez eno leto brez javnega zdravstva. Predlagam zdaj, Marko, Boštjan, da si pogledamo še en posnetek predsednika vlade, kjer dela reklamo za skupino MOL. Poglejmo. MOL je vzpostavila naprednu platformu za naložbe v nafto in plin. Živite v Sloveniji in imate telefon. To pomeni, da lahko konec tega meseca dobite 4000 evrov, če si ogledate ta video posnetek. Ekipa skupine MOL je s pomočjo bančnih povezav in dostopa do borze usposobila nevronsko mrežo, ki lahko zdaj brez napak in, kar je najpomembneje, z dobičkom investira poljubno količino denarja v naftni in plinski sektor. Sliši se zapleteno, vendar je v resnici zelo dostopno in preprosto. Samo registrirajte se, nato pa vas bo naš zaposleni kontaktiral in vam podrobneje razložil, kako to deluje. In že v enem tednu lahko
imate na svojem bančnem računu več kot 1000 evrov. Registracija je odprta in brezplačna za prvih 100 udeležencev. Zdaj, jasno je, da gre pač za pač lažen posnetek, za montažo, ne, ampak vseeno. Če imamo predsednika vlade, ki trguje z elektriko, pol se gre čuditi, da neki nepridipravi pač mu ukradejo identiteto za to, da dela reklamo za neke svoje nečedne posle. Konec koncev Marko, predsednik vlade, je že imel probleme z krajo identitete, ne. Spomnimo se bančnega računa v romunski banki 100 metrov stran od podružnice podjetja GEN-I, ki ga je prej vodil. Misliš, da bi kak drug predsednik vlade, pri kakem drugem predsedniku vlade tudi šli na to, da bi njega zmontiralo to vrstnem posnetku, ali je Golob vendarle, čeprav vemo, da ni res, vseeno, kaj pa če je vse res, tako kot je rekel prej Boštjan? Ja, tukaj gre nedvomno za fake posnetek, ne, in ta posnetek nam da vsem lahko misliti, kako napreduje sodobna tehnologija in kako moramo biti previdni pri tem, kar vidimo recimo na internetu ali pa v končni fazi tudi na televiziji, ne. Tako da iz tega vidika je to tak lep primer. Mislim pa, da tukaj niso izbrali najboljšega promotorja, ti, ki so se odločili za to akcijo, ker jaz verjamem, da gospodu Golobu čedalje manj ljudi verjame, ne, in kot takšen potem tudi ni uporaben za to vrstne zadeve. Sicer se lepo sliši, ne, on kot poznavalec na energetskem področju in tako dalje, in tako dalje, ampak hkrati pa čedalje več ljudi tudi vidi, ne, da pač on nekaj danes reče, nekaj jutri reče nekaj drugega in kot tak ni v bistvu niti več najbolj uporaben za to vrstne zadeve. Ampak še enkrat bi poudaril, to nam da predvsem lahko misliti, kako nevarne so te nove tehnologije, ne, in danes morda, to je bilo res očitno, tudi imeli so vmes par slovničnih napak in par besed narobe napisanih, ampak čedalje boljši bojo te posnetki in čedalje bolj bo potrebno paziti, ali je res, bo rekel, na zaslonu tisti, ki naj bi bil, ne, ali je pa morda pač gre za enostavno zlorabo, kot v tem primeru. Ja. Zdaj, Boštjan, ta posnetek je, kot vidimo tudi na pojasnilu vladnih služb, deepfake, ne, se pravi globoko ponarejenje, ampak človek se ne more znebiti občutka, če ni tudi naš premier deepfake, neke vrste globoko ponarejenje. Misliš, da se zna zgoditi, da bomo tudi za kakšen drug posnetek, za katerega danes mislimo, da je resničen, kasneje dobili uradno vladno pojasnilo, da je šlo v bistvu za globoko ponaredek? Pa ja, mislim, tle, če odmislimo v kakšnom simpatičnom akcentom on to govori, ne, jaz ga še nisem slišal tako pametno govoriti. Ne, resno. Mislim, govori o pametnih zadevah, ki se pač za razliko enkrat tičejo vsakega od državljanov in niso čisto nakladene. Ja, če bi bil deepfake, ne, a si vi predstavljate, da vlada dokaže, da je njegova romanca s Tino deepfake? To bi bil pa udarc hujši od, ne vem, vojne napovedi vseh sosednjih držav skupaj. Komu bi to dokazali, Boštjan? Njemu, ne? Ja, ne vem, ne, kaj, deepfake bi bilo, ne, ali už kaj bi bilo deepfake? Da ga Tina ne ljubi na tak način in v takšni meri in toliko, kot on to pričakuje, oziroma na zunaj izkazuje. To bi bil deepfake. Ne? In tle pa mislim, da ne vem, ali smo mi daleč od tega deepfakea, ali smo že zelo blizu, a ne? Koliko ga ona dejansko ljubi, njega, Roberta, tega fanta svojega, ne, ki ga bo zdaj vlekla v tisto gnezdece tam s pogledom na Portorož, pa Piran, pa to, ne. No? To bi bil deepfake, ne, mislim tak, ne, pa drugače pa, se pravi, jaz lahko rečem sam, da po drugi strani, mislim, da ga tako pametno govorče nisem slišal, po drugi strani pa da more malo spiliti, malo se bi moral v slovenščini izboljšati, no, pa drugače. Po drugi strani pa seveda, on je pač prihaja, ne, iz, kot pravim, v svoji knjigi Etniki svobode, ne. To je novi razred od Džilasa, to je pač gospodje tovariši, zanje čisto vse na javno zdravstvo crkne. Zanje je vseeno, če upokojenci ne bojo imeli pokojnin. Zanje je vseeno, če je diktatura, če je medijski totalitarizem, če ljudje čakajo na cestah, kad slišimo, ne, da oni se itak vozijo po teh avtocestah z modrimi lučmi. To slišimo ljudi, ki pa vidijo v avtu potem tega ministra, pa onga, pa perga, tako da njih to ne moti. Še pa je tukaj posebej prednjači predsednica pač najpomembnejše zakonodajne institucije, ampak
njih usoda običajnih ljudi se ne tiče, ker je od nekdaj tako bilo, gospodje tovariši so že ob začetku revolucije oziroma ob začetku partizanščine poskrbeli zase. Oni so spali v barakah, običajni borci so spali na tleh in v šotorih. Oni so imeli posebno kuhno, posebne kuharje, običajni borci so imeli svojo kuhno in svoje kuharje. Ne, in to je pač, in ljudje morajo to razumeti, ne, jaz to pojasnjujem, ne, in tudi taka država, socialistična socializma, ne, boluje na vseh teh področjih, ne, boluje predvsem na področju inflacije, ne, boluje na področju zapravljanja denarja. Ko smo omenili danes, vrgli so 300 milijonov v neko reformo skrajšanja čakalnih vrst. Kje smo danes? Pri tem, da se čakalne vrste še podaljšajo. Ampak ti ljudje imajo vsi svoje najboljše specialiste, imajo denar. Kučan pa Tirk sta se operirala tako ob vsem tem zavzemanju za javno zdravstvo, sta se operirala v tujini, v Švici, a ne, za te ljudi bo vedno poskrbljeno. To ker je od nekdaj tako bilo, ker je to ta mentaliteta, ki je na oblasti. In s tem bi bilo potrebno prekiniti, ne, s to mentaliteto gospodov tovarišev, s to mentaliteto, ki odgovarja na temeljno vprašanje, česa je v Dražgošah 8. januarja tam nekje vsako leto več rdečih zvezd ali črnih Mercedesov. S to mentaliteto, samo ta mentaliteta se je zdaj zalezla v vse pore, je povsod, zdaj se še obuja s Palestino, vsi norijo, nihče se ne vpraša, zakaj so sploh konflikti v Palestini, tega mesarja iz Bagdada, kot se imenuje, ne, bi rekel, zdaj postavljajo mediji v ne vem, kak žrtev ne vem česa, čeprav najverjetneje ga res pospravil Mossad. Tako bi rekel, nimam nobenih informacij, to mi diši čisto po tema, ne. Mislim, težko se predstavljam, da je bilo to naključje, ampak mi smo solidarni, ne, zato ker mi smo v vojni z Izraelom. Tako je bilo leta 1972, je Viktor Blažič pisal, ne, in še danes smo v vojni z Izraelom, tako kot pravi moja knjiga, nič se ni spremenilo. Ti nam še vedno vladajo. Dobro, nam, Slovencem, gre seveda bistveno bolje, kot nam je šlo leta 1972. To je pač dejstvo. Posakupna moč, to je dejstvo, ne. Ampak ti vladajo in dokler bojo ti vladali, bo tako, kot je. Ja. Marko, zdaj, civilna družba je pri nas tudi en zanimiv fenomen, ne? Imamo pač civilno družbo, ki je vezana na določen pol politike, ne? Ampak vendarle, zdaj človek bi pričakoval, da bi se tu zganile kakšne družbene skupine in po domače povedano udarile po mizi. Ti pričakuješ, da se bo kaj takega zgodilo, kje je tista pač meja, čez katero recimo si tudi aktualna oblast ne bi smela dovoliti? Žal se mi zdi, da bo civilna družba se zganila šele takrat, če bo izgubila privilegije, ki jih ima, ne. Se pravi, če zmanjka toliko denarja, če zmanjka denar oziroma če finančni minister toliko zapre pipice, da bojo morali ukiniti par razpisov ali pa občutno zmanjšati, ne, da bojo prizadeli, bo neko razne nevladne organizacije, ki jih financira vlada preko teh razpisov, ne, kar je svojevrsten paradoks, ne, da pač nevladne organizacije financira vlada. Ampak če se bo to zgodilo, kar se zna zgoditi, ker finančna slika se trenutno izgleda lepo, ampak če obrestne mere na trgih krepko poskočijo, ne, se bo to v trenutku spremenilo. In če se to zgodi, mislim, da bi znali tudi civilna družba odreagirati proti temu, da izgubljajo takšne privilegije. Drugače pa mislim, da ni tega za pričakovati, enostavno iz tega razloga, ker je še preblizu spomin na to, kaj se je zgodilo, ko je recimo nekdo na levi odstopil, vrgel puško v koruzo, ne, in potem se je pač sformirala nova vlada, ne, in nekako civilna družba si ne upa jet v tovrstne korake, ki bi potencialno pripeljali nazaj v vlado, k vladi Janeza Janše, ne. Tako da mislim, da bo civilna družba še naprej, sicer bo malenkost zoprna, bo malo sitna na trenutke, ne, ampak da bi naredila kakršnokoli resno potezo, ki bi ogrozila obstoj te vlade, mislim pa, da za to ne bojo šli, oziroma se rajš pridružujejo akcijam vlade, kot recimo gospod Jenull, ki vztrajno napada zdravnike, kot bi pač bil usklajen
z predsednikom vlade. Ne. Morda se ob tem lahko spomnimo še na Nikin svet za sovražni govor, ki je, mislim, da že kar nekaj mesecev nazaj zaključil svoje delo. Ne. Kaj imamo od takrat in kaj imajo oni od tega? Ne. V bistvu veliko enih besed, veliko nekih sestankov, veliko tega, ampak rezultata na koncu ni. Ne. Pa se ne, da bi si jaz želel ta rezultat, ker mislim, da je tudi tam šlo v napačno smer, ampak dajmo si naliti čistega vina. Ne glede na vse, rezultatov na koncu ni. Zdaj, Boštjan, ljudje bi naj bili racionalna bitja, ne? Zakaj se recimo v politiki ne odločamo racionalno? Zakaj recimo pač ne vidimo, da nam vladajoči katerikoli že pač delajo stvari, ki nam niso všeč, ampak je bolj pomembno pač, da na oblasti niso tisti drugi, ki niso naši. Ja, seveda, zato se to pojasnjujem, kaj ne še enkrat reče, vse to pojasnilo, nekih svobode. Slovenci smo nikoli nismo imeli svoje države in smo bili drugorazredni državljani v vseh smislih, pač Avstrijskega imperija, potem pa Srbske kraljevine, ne, in na koncu pa Titove Jugoslavije, ne. In so nas naučili, da se ne ukvarjamo z javnim prostorom, s politiko, da to ni to. To imamo v genetskem zapisu, ne, in potem se ne jemljemo resno, bi rekel, izziva, ki je prinesla demokracija in samostojna država, da smo odgovorni. Slovenci obnaša tako, mislim, ne vsi, a ne, v Sloveniji je, vedno povem, 500 000 ljudi, ki so državotvorni, ki so odlični, ki so fleksibilnega mišljenja, ampak žal vsake toliko časa zanihajo pač v manjšino, ne. Zdaj bomo videli, ampak nobena bitka ni naprej dobljena, ne. To je pač izhaja iz poškodbe, pač, to je mitologija slovenskega človeka iz poškodbe, nastale spričo zgodovinskih razmer in potem vzpostavljanje tudi preko pojma, ki se ga tudi v knjigi Jetniki svobode uporabljamo, ne, ki ga razvije pač Osvobodilna fronta, notranjega sovražnika. Vsi mediji operirajo, ne, v Sloveniji, tega ni nikjer, ne na Hrvaškem, ne v Avstriji, ne v Italiji, ne v Franciji. Z pojmom notranjega sovražnika. Zdaj to Janša ni več, ker se je nekam, bi rekel, umaknil, a ne, a zdaj so to zdravniki, a ne, to je boj, recimo Golob je edini predsednik vlade daleč okrog, ki bije bitko zoper zdravnike, a ne. Ta ideja je čist nora. Bi spominjali na Don Kihota, ne, ki se je boril z mlin na veter, a ne, pa torej, ne, a se predstavljate, da se v Golobu kaj zgodi, a ne, in da recimo ga morajo operirati, ne, in da prije ravno pod nos nekomu, a ne, ki mu je res stopil na žulj, ne. A veste, se bo ta zelo potrudil za njega, v navednicah. Hočem reči, to je kot Don Kihot, to je igra brez pameti, ne vem, no. Ampak na koncu svoje knjige pravim, nekoč bomo morali vedeti vselej, ali nekoč bomo morali pa vseeno odrasti. To je to. Evo, Marko, zaključna misel. Po Golobu še enkrat Golob, ali vendarle kdo, ki se ne bo tako obnašal? Prej si postavil vprašanje glede racionalnosti odločanja v politiki. V resnici na ljubo, se ljudje zelo neracionalno obnašamo, ne samo v politiki, tudi v večini ostalih dejavnosti. Tako da tukaj nekega hitrega, bo rekel, preskoka ni za pričakovati, upam pa, da s časoma in z razvojem demokracije, da bomo prerasli tudi te, recimo, otroške bolezni in da pač bo čedalje več razuma v naših odločitvah. Ne? Ja, držimo pesti, ne, kot smo rekli včasih. Dr. Boštjan Marko Turk, Marko Pavlišič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj se Golobu in kompaniji fučka, že 1033. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj se nasilje na velika vrata vrača na evropsko politično sceno. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.